To, kako bomo čez en mesec, pač kaj bo drugače. Pa ne dosti drugače. Ker trenutek je vedno v trenutku. In tisti, ko smo večkrat lahko v trenutku, lepši se nam dogaja. Me prav zanima, a ste lahko med počitnicami kaj trenirali? Tisti, ki je vsak dan, da jim malo roko dvigne. Občasno. Ja, pa se pa tako, da pa tisti, ko ste občasno, to se pravi. Ko da bi ga več. Veste, občasno je tako, čim spustiš, to je tako, kot da ne ješ. To, takrat, ko ste lačeni, je treba jesti. In pri postu, če začnete post, potem se to lahko reče, bomo pa potegnili, ne en dan, ampak bomo šli en teden ali pa 14 dni, ali pa mogoče še del. Ampak v treningu, tam je pa dobro, da ste točni. Tako kot zjutraj, ko začnete jesti, se spomnite, da mogoče je dobro, če bi tudi malo kontrolirali, kako dihanje. Ker dihanje je pravzaprav osnova in se nam toliko prirodno zdi in toliko enostaven, da ne polagamo nobenega poudarka temu. Veste, dihanje je tako pomembna zadeva, da je poleg življenja največji dar. Če ne verjamete, se pa enkrat pijete takole eno vajo naredite, se pijete za nos, zvečer ali pa zjutraj. Boste videli, kako je lušten potem, ko vdihnite. Ker vdih, to nam je dar za življenje in je pomemben. Jasno, da je to avtomatsko, ko to teče. Mi razmišljamo vse mogoče o politiki, o tem, o volitvah, o ekonomiji, o revščini, o stiskah, ki nastanejo. Ampak to je vse je to v času. To se pravi, vse je ali v preteklosti ali v prihodnosti. Največkrat nas je pa strah. Strah je tista zadeva, ko nas pesti in melje, da začnemo razmišljati. Tudi ko meditiramo. Čim se misel pojavi, se nam mišice zategnejo. Enim se zategnejo trebušne mišice, enim rame. Ampak čim opazite zategnjenost, je to misel tukaj. Sproste se in ko se boste sprostili, bo začela meditacija delati. Boste lahko sledili dihanju. Ker vdih, izdih. To je pravzaprav cikel. Cikel, ko nas pravzaprav vodi skozi vse življenje. Od rojstva pa do smrti. Mene zanima, koliko vas je čisto novih. Veste, to sem jaz predaval zdaj že 4 leta, že ne ampak gre samo za to, da začnemo dihati tako, da začutimo vdih. Da ga čutimo, ne da mislimo zdravo. In jaz smo tudi proces prisotnosti, proces prisotnosti je bil
trening. To je treba 2x po 15 minut in to ste redki, ker ste šli skozi. Ste pa tudi šli, tako da moram reči, da ste probali, da veste, kako je. Ampak 2x po 15 minut, 10 tednov, človek pride do drugačnega mišljenja, do drugačnega pogleda na svet. To ni več tisti svet, kot je bil pred tem, ko ste začeli trenirati. Vse vam rata drugače. Začne se drugače dogajati. Nič več se ne razburjate, da je zmagal ta na volitvah, da je Užič zmagal na volitvah. Tisto, ko je zmagal, je bil najboljši, drugače ne. Za nas je to najboljši. Ne, tako je to. Tako je to. To je treba sprejeti, je treba ta trenutek tako, kot je. Da ne bom preveč prizgal, bi bilo lepo, če bi tisto našo pesemco zapeli. A se še spomnite, katera je to? Nekaj po vodo šlo. Še prej bi pa trenirali glasove za posamezne čakre. In sicer spodnja čakra je O, druga čakra je U, tretja je O, četrta je A, potem je I, A in I. Bomo nekaj te glasove odpeli. Pa se, ko vdihnete za petje zvoka, zravnajte se po koncu, da boste začutili, ko bomo vdihnili, da boste začutili, tule vzadej mora biti napetost. Zaradi tega, da napolnite pljuča. In ko napolnite tole, potem, če imate še moč, greste šele v trebuh. Potem pa zravnati hrbtenico, in odprt usta. Usta pa tako odprt, a veste, tako močno odprt, da vam gre jabolček dol. Kot da bi hotel en velik krompir pojesti, da ne bom rekel jajc. In ko enkrat začnete vi peti iz pljuč, iz telesa. Če pa vi pojete ne, je pa to vse iz grla in je vse bremza. In vi ne občutite tega glasu tako, kot bi ga mogli. Ker vibracija zvoka je zdravilo. No, pa pojmo na prvo čakro. In zravnajte se, vdihnimo in bomo peli O.
No, ste videli med posameznimi zvoki, kako je treba vdihati, kako je treba biti zravnan. Kako nas baše, da gremo iz enega zvoka na drugega. To je v bistvu dihanje. In petje je zraven še zvok, ki zdravi. Te zvoki zdravijo posamezni čas. In je to dobro, če lahko doma trenirate. Vsi nimamo te možnosti. Mogoče pa dobite kakšen tak rek, boste lahko to odpirali. No, zdaj pa imamo pa pesnico za pet. Pa probajte biti zravnani. Pa probajte čim bolj odprti. Ker slovenske pesmi so vse tako spesnjene, da zdravijo telo. To ni slučaj, da so te pesmice take, kot so. Ker je izredno veliko teh glasov. No, pa pojmo. Dekle je po vodo šlo na visoke planine. Dekle je po vodo šlo na visoke planine. Vodo je zajemala, je ribico zajela. Vodo je zajemala, je ribico zajela. Ribica jo je prosila, oj, pusti me živeti. Ribica jo je prosila, oj, pusti me živeti. Dobro je. Dve kitice je zadostno. Veste, gre za to, da to treniramo. To si jo kar doma zapojte večkrat. A veste, če ni vpeti glas, je težko. In ko pojete, ne pet, ko je ne si sam se pet, ampak pojemo tako, da si predstavljamo. Dekle je po vodo šlo, a ne? Daleč, da se oranžni. Tudi če fušate, ni problema. Ni problema. Gre za to, da se naučite dihati. Da se naučite spuščati zrak v ton. To je pomembno. A ste slišali, ko smo šli te posamezne zvoke za posamezne čake, da so eni glasovi zelo lepo zvedeni. So zelo lepo zvedeni. In to, veste, če boste to pel, se priključijo tudi drugi. Lahko sami pojete, boste začutili, da niste sami. A je takrat pel en glas, ko je čist pri strani, ko smo peli Čist gor. Čist gor, ne? Veste, to se priključijo duše
ki se želijo veseliti. In tisti, ko pojete, ko boste lahko peli, eno pesmico si prepojete, boste videli svet čisto drugače. Veš, kot teme ne. Jaz ne nekaj mislim vprašati. No, kar prosim. Vse pesmice se mi zdi, sta na hitro razslepal, da na začetku pesmice so pogosto spodnjih glasov. Čim se pesmica je pa pogosto z teh glasov višjih čakaj. Kaj to naključje ali je nekaj sporočilo? Poslušaj, vse pesmice so sporočilo. To so prednamci, so točen vedeli, kaj je treba zapeti. Točen vedeli. In ni slučaj, katero koli pesem boste začeli peti, boste naleteli, da začnete te čakre nasirati. Da jih začnete nasirati. Zato... Veš, kaj boš lahko ponovil še o kjero črke za kjero čakro? Če ne napisali, ti sedeš, da si vedi. O, prva. To se pomeni je to, tretja je U. Ja, četrta je A. Četrta je najbolj pomembna. A je najbolj pomembna. To boste pošljali pomembno. Boste dobili, samo da imaš pomembno, kako gre. Vam bom napisala. A je najbolj pomemben, zaradi tega, ker je to naše središče. To je duša, ko sedi. In ko to uvežbate, boste začutili harmonijo telesa. Jo boste začutili. Potem je aj, ne? To je Aj. Aj, ja. Aj ali I. Aj. Potem je ej, ali ej, ja, je šesta in sedma je. Je pa I. Sedma je pa zgor. A lahko tretja? Ja, prosim. Tretja, kaj O. O. Aha. Aj. Veste si, to samo dihanje kot tako sploh ni problem. A lahko tudi kakšno drugo pesem imamo biti brutali? Poslušajte, mi smo tole zbrali, jaz sem vam rekel, da je razberte in pač tole ste predlagali, tole ste predlagali in to mi pojemo, ne? V bistvu jaz že delam. Z eno hrvaško pesmico sem se učila letos na kitaro. Vsako jutro, kadar sem spana, če sem spana, se šedem, da igram riber. In če zdaj glede na današnji dan, bom poudarila vse te črke, da sem še počakala. Zanimivo, kaj se meni dogaja. Se sprostim, se spodim in se zbudim. Ne moram verjeti. Kako čivuje to. To se pravi, da si na čakre deluje to. Se tudi glasbo, ne? A veste, jaz, ko sem prinesel ta boben, ne? Šamanski boben, ste slišali zvoke. Jaz sem toliko tam, ne, uteta in začne boben pet čist nekaj drugega. Ampak tudi boben ne sliši vsak enako. Čim više imate odprto zavest, bolj slišite glasove, ki so poleg tega, ritma, ko se udarja na boben. Ali pa recimo flavta je isto. In če greste na koncert, dajte se skoncentrirati samo na en zvok. Ali je to boben, ali je flavta, ali je trubenta. In samo tega nasedujte. In boste videli, kako boste cel koncert drugače slišati. Ker ste skoncentrirani na en zvok. Te, ko ste trenirali proces prisotnosti, zadnja vaja je poslušanje. Aktivno poslušanje zvokov. In
Ponovadi se šliš, a je to ura, ko dela tak, 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 tak. Potem partner diha, ne. V takvo ritmu, ne. To sta že dva zvoka. Ta prvi treba uro, ko se to posvoji, gre se na drug zvok. Je to dihanje, ali je to kakšno valovanje morja. Nekaj, ko lahko vi sledite zvoku. In te dva zvoka potem združite. Ko dva zvoka združite, greste še na tretjega. To je, ali je to srčni trik, ali je to vaš dih, ampak zvok proizvedemo. In to so že trije zvoki. In trije zvoki, to je pa že koncert. To boste slišali poleg teh zvokov še nekaj drugega. In zvok je pravzaprav zelo pomemben. Zakaj? Ker to naše čutilo. In če ga boste uvežbali, boste lahko slišali stvari, ko jih drug ne bojo. In samo, če se usedete ob obali in poslušate morje, boste slišali tako kot boben. Ne? Boben moraš igrati, valovi pa lepo enakomerno pljuškajo. Zraven so še drugi zvoki. In usedite se, poslušajte. Boste videli, kako se boste sprostili, kako boste napredovali v poslušanju. Tukaj jaz recimo govorim, ampak če bi pa takole sedeli, ne, pa ne bi samo jaz govoril, ampak bi vsi en čez drugega govorili. Ker je zelo težko poslušati partnerja ali pa sogovornika, da mu damo toliko možnosti, da ga slišimo. Ker poslušati je zelo težko. Koliko prijete na predavanje, to se že. Ampak če bi se za mizo sedeli, vam povem, da en čez drugega bi se pogovarjali. A ste to že opazili? Če ste štirje, dva para, si bolj govorite en čez drugega. In poslušanje je zelo pomembno. In če se boste to navadili, ko greste na koncert boste čisto drugače, da boste slišali. Boste uživali, ker boste trubeto ali pa flavto. Eno stvar zasledujte. Boste videli, kako so te zvoki, kako se to drenajo, da bi ampak boste spet zašlišali. Ali pa ptiče plesje. Spomladi, to je enkratno. Greste ven, poslušajte zvuki. Četrt ure, prosim. Lahko nekaj dopolnim? Prosim. Krasen ste tole razložili. Jaz bi dodala samo eno svojo izkušnjo. Pri tej tetra meditaciji, slučajno sem jo danes imela, pri teh tibetanskih posodah, dejansko pride do glasov, tudi čeprav je tibetanska posoda pri miru, vendar slišiš potem te glasove po celem prostoru. Pri tej tibetanski meditaciji. No. Jaz sem slučajno danes bila, ne. Jaz bi nekaj tukaj dodal, pa bolj vprašal. Pri recimo 4 pa 6 je pri neki mizi in se pogovarjajo. Običajno je tisto, kar ste povedal točno. Vsi se pogovarjajo z vsemi. Ne? Če pa prisotno samoobvladovanje in spoštovanje sogovornikov, je pa celo izvedljivo poslušati druge in slišati. To je pa ta disciplina, ko nam manjka. In kje pa začnemo?
kje lahko začnemo? Pri sebi. Pri sebi, pri da se jaz zalotam, da sem v sebi, da diham, ko diham sem v trenutku. In če sem v trenutku, dam tudi sogovorniku možnost, da pove. Če pa nisem v trenutku, mi pa ego tako skače, ne, da moram tisto, ko pride asociacija, takoj to povedati. Tako, jaz pa tudi tole, to pa je to. Ne? In ker smo vsi na mozgu, a ne? In zelo težko smo v sebi, začnemo tako bruhati ven. In vsak si želi povedati svoje težave. In ko sogovornik začne o enih težavah govoriti, jaz tudi, ne, jaz tudi. In vsi začnemo slediti temu in nismo zmožni, da bi bili vse. Nismo zmožni. Ker poslušati, v cerkvi že poslušaš, pa tole tudi poslušaš, ampak dajte probati, ko te prišli v družbo. Biti tiho, popazujte. Bodite v sebi. Bodite v sebi. Kako boste drugače to razumeli? Kot tisti drugi končali, no temu začne drugo. Ja, ne moreš biti nasilen, da se lahko poveš tisti svoj dogodek, oziroma tisto svoje čustvo, ne? Da izraziš in poveš, kaj si pa ti doživel, kako si pa ti to doživel. Vse je na televiziji isto, ne? Na televiziji isto. Vsak se bori, da bi ne vem, kaj povedal. Ampak, ko pridete enkrat v sebe, z meditacijo, ko dobite možnost, da lahko začutite energijo. Svojo energijo, ki se zliva z okoljem. Takrat pravzaprav začutimo, da smo del celote. Da nismo samo mi, samo jaz. Da je ta jaz zelo naširok. Da ta jaz diha, da je to energija, da je to v celem prostoru. A veste, ko grem v točko, vse ni to samo točka. To je cel kompleks energije, ko je tukaj. Cel kompleks. In ta kompleks, ko enkrat začutite, je ta občutek, ko govorim, da ste blaženi. Ko to začutite, je tako, kot da vam je ne vem kaj, ne vem kakšen poljubček dal eden, ali pa ne vem kaj, da ste doživeli, da je to, ne bom rekel, da je to orgazem, ampak zelo lep občutek. Zelo lep občutek, za katerega se splača trenirati in pa tudi živeti. Veste, ker ljudje smo skozi nagnjeni na to, da bi rad trpeli. In ko trpimo, kako se mi je streljoš, ne, zdaj pa tako je, a vam povem, kakšen je, a veste, in takoj začne tudi, ko pojavne reveč, kakšno bolezen. To je treba jeti v sebe, pa začutiti, koliko nam je lepo, kako se vse in uživa v tej energiji. Trenirati, ne drugega, trenirati. A veste, po 2 minutke, če ste ven padli, težko je spet začeti. Ampak začnite.
take skupine, kot je vaša, da bi jih 11 do točke prišlo, kolikor ste vi prišli, jaz to v življenju še nisem. Je prišel eden, mogoče, dva. 15, to je pa poleg, to je pa moč. Čim ste vi prišli do točke, ne spustijo. To je kvaliteta. To je kvaliteta, da se zaveste svoje energije. In ko se zaveste svoje energije, ste jo uzavestili. Kaj se to pravi? Da se zavedate, da smo večni. Energije se ne zgubi. Energija je neuničljiva. In ko to enkrat začutite, da jo imate v dihanju, največ. Ni ravno novo rojstvo. Novo rojstvo bi bilo, če bi bil skozi v zdaj. Potem bi bilo pa skozi lepo. Skozi bi bil v raju. Ampak tudi, če ste samo par trenutkov na dan v raju, ste v raju. Veste, da je tukaj noter. To je to. Ne tam gor, pa ne tam dol, pa ne tam, ampak tukaj. Vsak ima tukaj. Skozi dihanje. To, kateri ste zdaj začela? Kar na glas povedi. To se pravi, proces prisotnosti in kot sem vam že rekla, bom mogla še enkrat prebrati. Sem pa zdaj, preden sem prišla, sem malo pohitela, iz 9. sem šla v 10. tako me na začetku 10. Ampak vem, da moram iti spet od začetka, ker sem malo bila površna. Ne? Ampak To ni nič hudega. Dogaja se mi, da tistih 15 minut si naštimam mobi, da mi zazvoni 15 minut, zdaj že skoraj pri 15 minutah že čakam, kdaj bo, ali pa včasih me jezi, zakaj že zvoni, ampak jaz nisem uspela še, da ne bi razmišljala. Vse misli, kar naprej nekaj misli. Mi ni uspelo. Vedno raje pa berem to knjigo, danes jutraj, ker ponovadi zvečer, preden da spim, to berem. In všeč mi je bilo in še malo, ker ko sem pa, če recimo preberem tako merjeno, tako malček tega, ker sem brala, ne doživela, tisto, da je to vseeno, tiste vrzeli, da je, ne znam povedati, vsi smo eno, začenjam malo razumeti to, ko pa ne pravite, imejte rad tudi druge ljudi, tisti, ki te želi slabo, dejansko, všeč mi je bil, mislim, da v 9. pravi, če nekomu nekaj vzameš sebi. Poglej se v ogledalo, pa predstavljaj si te vzame, čutiš, vidiš to pomanjkanje. Se pravi, če komorkoli izmed nas nekaj vzamem tudi sebi, ker smo vsi eno. Mislim, take stvari brati mi je tako všeč in potem, zdaj sem se vstrašila, da bo kaj povedala, ker berem hkrati par knjig, kar mogoče ni prav. Mislim, ne, to je druga orodje, recimo, hvaležnost, dobro, mislim, ne. To je neč narobe, to je raven, ko zraven paše. Zanimivo pa je, da vse knjige, ki jih berem zdaj, se prepletajo prav čudno. To berem, tu piše, tudi tam, sicer malo drugače. Vse isto, da je dejansko govorim. Ampak šele zdaj začenjam to razumeti, ne vem. In se zavedam, vedno bolj, zdaj sem 10. in recimo tam piše, moraš iti v vodo, zdaj v 8., 9., ne vem katerem. Priznam, da sem šla samo 7. Priznam, da sem šla samo enkrat to narediti. Sej bom, tako zato pravim, moram še enkrat od začetka. Malček površno, kot pravim, in ko teh 15 minut
nisem te misli, mogoče še bolj kot kadar ne nočem misliti, mislim, že mi hodi, sem še enkrat potreba. Ko me čakam, da jo preberem celo, ker me zelo zanima, ampak potem pa spet ne bom tisto pričakovanje, kaj že piše naprej in se bom upam bolj to knjigo vsak dan prebrala. Ja, jaz, ko sem to knjigo prečital in pretreniral, sem si pisal. Čeprav prav ne pisati. Pravi ne pisati, ampak jaz sem pisal zaradi tega, da sem videl, kaj doživljam. Kako se moji občutki spreminjajo. In ko sem prišel do 10. tedna, sem napisal, bravo, Joško. ker je 10 tednov res težko zdržati. Je težko disciplinirano zdržati vsak dan dvakrat po 15 minut in kopanje. Še nekaj lahko sprašam, skoristim lahko kdo, ki bo to delal. Tam je lepo na začetku pisali ne v spalnici, ker tam to je povezano s spanjem. No, jaz to delam, jaz v spalnici na postelji se usedem, ne ležim, ker tam mi se zdi, da najbolj sem sama, ne? Mislim, ker mi je všeč mir, da me ne moti. Se čutim tam najbolj, nekaj dela mogoče, kar ne bi smela. Ne. Pogoje za trening si mora vsak sam priskrbeti. To je vedno tako. Vedno. Jaz začnem trenirati, ko grem na stranišče. Ko ne bom zaspal, se usedem in začnem meditirati. In to tehniko pa še enih 5 zraven. In tako si jaz vzamem čas. Tako dobim čas, da po noči lahko to odtreniram. Če boste to trenirali, se pravi, pridete v energijo. Pridete do tega, da občutite, kako se imate lahko radi. Ker ljubezen, kje je ljubezen? Ljubezen je v nas. V dihu. Dih je ljubezen. To je življenje. To je dar. In ko se tega zavemo, to je lepo. Je lahko še tako hudo. Samo pojdite na dihanje. Dihanje in začutite, da vam je lepo. Da je to ljubezen. Ljubezen je v nas. In ko boste to začutili, to radost v sebi, boste lahko to radost podelili. Če pa nimate, pa se ne morete dati. Se ne morete dati. Komu? Ono, kar tudi nima. In potem je vse narobe. Pa da še ego delati in smo pa kjer v peklu. Pa lahko še. Zdaj vas bi mogla poslušati. Mislim, ker bom povedala, ker smo se pogovarjali na to lahko. V tej knjigi in se mi zdi tudi ste vi zdaj povedal, dostikrat reče, vse je tehtno, vse kar je prav, da je. Ko se tega začneš zavedati, vidiš, da je res, mislim, in to je tisto, kako si bolj zadovoljen, kot si bil prej. Tako je, to je. A pa recimo, vse, kar se mi dogaja, ne bom gledala ta oseba, ki mi je to naredila, to osebo, kaj si mi naredila. Lepo pove, to je glasnik. Kaj sporoča, kaj? In to so take... Kaj je zdaj v meni sprožil? Ja. Kaj se v meni sprožil? Potem res, ko to začneš čutiti, ne? Pa res se nekaj, jaz še ni priznam, sem še daleč, ampak malče. To je nekaj tako, ne znam povedati, ampak... Ja, to je, veste, ko enkrat začutite, da vam je eden naredil eno krivico, ali pa
Lahko tudi samo ko avto voze. Na hiter zabremza ali pa zavija ali pa nekaj naredi, ko se razjezi. Čiste se razjezi. Je ego prizadet. Meni je to naredil. Poslušajte, pojte v sebe in se povejte, kaj čutite. Kaj jaz čutim, ko je tak dogodek meni naredil, da sem se razjezil. Ali pa da me je strah. Ali pa da sem žalosten. Vsaka stvar je scenarij za to, da nas osvesti, da gremo v sebe in da to v sebi doživimo. To je samo pripomoček. V službi nam je težko. Meni je težje. Pojte v sebe. Pa malo tako biti. A ta je zvolja. Pa na figa. Ne bo. Mora biti. A tole mi je ne bo. To je ta trenutek, ko ga sprejmemo. In če to sprejmete, kaj vas lahko žalosti? Če ti eno umre, ok. Jasno, da je to bolečina. Samo. Nekje je bil vzrok, da je to tako. In to je treba sprejeti. Vse je treba sprejeti. In če sprejmemo, smo v trenutku. In je sigurno, ja prosim. Samo, kdo je pa potem, kdaj je pa čas za akcijo, ne? Ker spremembe, če se vse samo sprejmemo, kar se zgodi, potem ne bo napredka, vse samo je. Včasih je treba narediti tudi korak, pa nekaj novega začeti. Ne sprejemati se, kar pride. Če bi vsi ljudje samo sprejemali, kaj bi se spremenilo? Kaj bi se spremenilo? Imeli bi se radi, v redu. A ne bi bilo to zadosti? To je super. No, veste, to je... Včasih je treba tudi na polje, pa kaj delati. Poslušajte, pa tudi na polju, ko delate, ko je akcija, pa vas se razjezi, ali pa nekaj bi še rada. To lahko vse počaka. Kaj pa, če vas ne bilo? Kako je to zgledati? Kako se zamislite? Jaz bi tukaj njo nekako dopolnil, ker meni tudi ni jasno. Na vprašanje, ali je vojna nujno zlo? Ali je vojna samo zlo? Slušajte, to se ne bi mišel. Slušajte, veste kaj je? To je isto, jaz sem postavil vprašanje enemu jezuitu, ste že pokojni, ko je predaval v Gosmarturku. In je bil v Tibetu. Pa sem rekel, poslušajte, a mi lahko odgovorite na vprašanje, kaj pa je to hudič? Ali je to del Boga, ali ni del Boga? Prav, veste, jaz se to ne bi mešal, ker tukaj so bili ljudje, ampak, ker se ne vprašajo, to moram povedati, da je to vse skupaj. Hudič ni nič nekaj zase. Ker če Bog vse vsega tudi hudiča, je yin in yang, je tema in svetloba. Ampak tema in svetloba, če gledaš samo temo, potem je vojna.
Če pa gledaš samo svetlobo, je pa spet tako lepo, ne, da pravzaprav pogrešaš temo. Veste kako? Je dan in je noč. In to ni slučaj, da se to menja. To mora biti ravnovesje. Ravnovesje mora biti. Oboje mora biti. Samo kadar je recimo vojna, to poruši neko ravnovesje. Pa lahko jaz nekaj. Ja, samo seveda se ravnovesje že porušimo, ko vstanemo. Posle. Smo že v akciji, smo že v gibanju. Če dobite enkrat to, kar sva mi dva premljevala, da dobite v sebe, da dobite ta mir. Lahko je vojna, lahko je nevihta, ne vem kaj je. Imate mir v sebi. V bistvu take stvari ne smemo osebno imati, ne? Ampak nekje, da to pač se je zgodilo zato, da bo po vsem tem spet neko ravnovesje nastalo, ne? Vse je ravnovesje skozi. Tudi vojna. Je ravnovesje. Mi smo na taki stopni misli, zavestno, da vojne ravno. Žal. Pa veste zakaj? Nič ne delamo na sebi. Pa se pa kregamo in najhujše sosedom, s partnerjem, z otroki, starši. Te so nam najbližji sovražniki, ampak te nas osveščajo. Zato je treba jeti v sebe. In ko bomo v sebi to dojeli, da je to ta glasnik, ko me zrušil, da se bom zavedel. Ste Frankla brali? To je psiholog, je bil Dachau in je razlagal sledeče. Veste, tisti, ko se je trpiral na eno leto, da bo zdržal, ko leto minilo, je umrl. Tisti, ko se je na 2 meseca, pa že po 2 mesecih umrl. Je morate tako, če ste prišli v Dachau. To je izkušnja. Vsakega posebej. In niste prišli zastonj. Prišli ste zaradi sebe. Zato, da boste lahko prišli ven. Da boste imeli to izkustvo. Si brala? Ali je tako? In ko so ga poslušali, je vlil voljo do življenja. To je preizkušnja. On govori v smislu trpljenja, ne? Trpljenja. In vsaka vojna je taka. Mora priti do vojne, da se ljudje zavejo, koliko je življenje pomembno. Koliko je dragocen. Čute pa začeli dihati zavestno. Čute pa že tukaj začeli s tem ukvarjati. Ni treba iti v Dachau. Ni treba doživeti vojne. Ampak začnite zavestno dihati, da ste začutili to minulo vse. Potem ste pa lahko tudi v Dachau. Da boste srečni, če boste delali nebesa v sebi. To. Najmočnejša energija je dihanje. Tako za njo je pa seksualna energija. Seksualna energija je pa, seveda, ker ste še mladi,
takrat je močnejša zadeva, ampak ta energija je tudi zdravilna. Če jo pravilno usmerite, če jo pravilno znate uporabiti, lahko dvignete svojo zavest. Lahko dvignete svojo zavest. Tudi če ne morete več seksati, ni nič narobe, ker ta energija je življenje. To je življenje. In iz te energije pride novo življenje. Ste zdaj pomislili, kako pa da to? Dva se imate rada, jo tam pa je novo bitje. Kako pa je to mogoče? Ja, zaradi tega, ker sta bila takrat v stanju ljubezni, organske energije. To je organska energija. Takrat ste bili v nebesih, takrat ste se dotikali tega absoluta ali pa Boga, kakor pač kdo to razume. In zato se pojavlja mož. Iz te energije se pojavlja. In ta energija, recimo, Marjano Gorelstvo zelo dobro razlaga. Ali imate knjigo, kaj je tako karmičen? Ali pa bioergonomija. No in on točno razlaga, da je ta energija najmočnejša. Ampak takrat, tudi pri seksu, ko pride do spora dveh energij, ko je najbolj lepo, takrat ste v bistvu v tej energiji, v tej blaženosti. In v tej blaženosti se porodi nova zadeva. To je naš otrok. Če pa to mečemo skozi okno, ne, pa kaj se kam, a veste, je pa to zapravljanje in škoda je te energije. Menihi v Tibetu to trenirajo tantro, pa so menihi. Veliko pa vse to oni ne. Kaj pa to rabijo? Ja, zaradi energije. Mi to težko zastopimo, ker smo preveč v krščanstvu pomočeni, da imamo en kup kompleksov okrog tega. Ker je marsikaj grdo. In iz tega se potem pa rodi. Veste, življenje moramo imeti nekaj levega. Od dihanja do seksa. To je treba spoštovati. To ni nobenega greha. Greh je samo, če delaš proti sebi. Rad bi pa, ne upam za to, da ne bomo greha. Ukrati. Boš vedel, kako je. Boš vedel, kako je to težko. Kakšne muke boš trpel. To ni tako enostavno, ker si stopil iz svetlobe v temo. Ja, stop. Če te mika, stop. Ne boš še stradal. Boš vse plačal. Noben ne bo nek samo nesel. Pa je lahko milijardo vzel. Več bo vzel, težji bo. Veste, ljudje smo zato tukaj, da dobivamo izkušnje. Pa če te mika,
Pa te vzem! Boš pa videl. Kako se špoj bal za tisto stran. Pa še ne boš bal. Jo ne boš imel. Jo ne boš imel. Kar nekaj takega, da vas nekaj naredite, boste videli. Stopili ste v temo, zdaj so pa strahovi. Takrat pa strah ne stopi. Dube ne bojo, to je, joj, kam bom pa zdaj to dal, kako bom pa zdaj to, kaj pa bom, ne? Aha, zdaj se je začela pa tema, to je vojna, to je ta tema. To se bo vsilno vesje, tako, ne? Ja, tako to je. In to so izkušnje, ki pa zdaj. Malo radio odprite, televizijo odprite, kakšnica je privete. Jaz to neč ne delam, ki me sploh ne zanima. Koga je Bog. Jaz ko mi to odmeditiram, pa sem več zadovoljen, da sem nekaj naredil. Potem je pa lahko tudi navrti, veste. Tiste paradajze pospravim, ko se od njih sliši. Neč hudega. Poslušaj, neč ni hudega, ne. V redu, mora biti tako, ne. To tako je. Pravim, delovati treba iz srca, ne iz glave, ne. To je točno. Če gledati v srce, potem tako. In rečete, da vzami. Kaj pa pedofili, ki si želijo, da imajo otroka, ali je to prav, seksualno? To so, ja. Ali pa očetje, ki svoje hčerke, ali pa starši, ki poseljujejo. Slušajte, to... Ne moreš kar tako vzeti, ne? Slušajte, to... Kako pa mislite, kako bi pa vi to naredila, da bi to uredila? Zdravite ljudi. Da se jih pozdravlja. Kako? Ja. Zdravite se jih, ker to so pretične. Veste, to je... Pedofilija je siguren nedorasel človek, ko pravzaprav ni zmožen, da bi imel lahko odnos z odraslo osebo. Je na tej stopni otroškega jaza in pač to je defekten, ne? Koliko jih imate ene na vozičkih? Ja, ne pa seksualno prizadetje. Ampak to je prizadetost. To ni Temelji se zdravljenje, ne? Ne prizadetje. Ne, to je jasno, da je to. Zdaj če rečemo, on je kriv, ne? Ja, kako pa da je on do tega prišel? Kdo ga je pa spustil v tako situacijo, da je takrat? A veste, to ni. Soditi nekaj. Čim sodimo, smo že tukaj. To je tako, kot da sem nekaj videl. Spada v to področje. A veste, zdaj, jasno, da jaz bi otroka zaščitil, če bi to videl. Ali pa recimo, se so homoseksualci isto, on se tam prilizuje otroku, ne? Komu pa ne? Ja, a veste, starši ste zato, da to malo pogledate za otroke. Malo treba za otroke pogledati. Tale gospod je dal pa kar en avtomobilček. Ja, kako pa da mu je dal, ne? Zakaj pa? Ja, to je prijazen. Ja, seveda je prijazen. Veste, na to morate biti pozoren. To morate biti pozorni. Ja, prosim. Vprašam nekaj, to ne vem, če vsi, vsak človek nosi svoje nahrbtnike z matične družine, iz kjer je rastel, ki se odražajo vzgojne napake, ki potem nosiš v svojo družino. Zdaj, ali je možno s tem, ki
greš, recimo, ki hočeš svoj ego pa v sebe iti, a je možno se tega otresti in kako se zavedati, ker ti tudi nisi kriv za to, ker recimo ti eno in isto stvar ponavljaš v svoji družini, ne? Ja, to ste to povedala, nekaj proces prisotnosti. Veste, pri procesu prisotnosti se ukvarjamo z lastnim otrokom, z lastno energijo, ki je v nas, ne, ki smo jo podedali staršem. Vse te stvari smo podedali, ker smo od staršev dobili. Starši pa tudi niso mogli nek za to, ker so od svojih staršev dobili. In to gre z roda v rod. Vi imate pravzaprav možnost, da te stvari ozaveste. Da te stvari ozavestimo. Bom rekel, vsi mi imamo možnost, da ozavestimo in kolikor bomo ozavestili, to bomo imeli na otroke svojega balasta naprej doseči. Koliko se bomo bolj očistili teh energij od staršev, ko smo jih potegnili na sebe, toliko bo za otroke lažje. Ne samo za me, tudi za potomstvo. In s tem, ko vi naredite nekaj na sebi, naredite za svoje otroke. In to potem oni vidijo, kako ste se vi spremenili. To je največ, kar lahko naredimo. Kaj pa bi še? Če se, ampak to gre počasne. Čim začutite, da je napetost v vas, da je napetost narasla, opazujte to napetost v sebi in ko jo boste opazovali, predihali, to je šlo. Ste nekaj naredili. Prej smo govorili o tem, kot te razjezine. Scenarij je zaradi tega, da jaz to občutim, da jaz to vidim, da čutim, kaj je narobe. In ko to začutim, se opazujem, se spet sprostim. In to tako počasi rastemo. Tako počasi rastemo. In zato je tako pomemben, ko govorim, dihanje. Skozi dihanje očiste sebe. To je to. A še to, kakšno vprašanje? Jaz sem... Prej smo govorili o orodju tudi, ne. Orodje je pa taka knjiga, da pravzaprav res konkretno govori, kako prenesemo iz ega v srce. To je treba samo 40 cm prehoditi in smo v srčku. In lahko iz srčka reagiramo, ne iz ega. Samo tukaj sem. Čist malo, ne? Ampak, to je pa težko. To je zelo dobro. To je zelo lepo povedala, ne? Samo, da res iz srca misliš, da reagiraš srčno. To je pa težko. To je pa za ljudi, ko so že na taki stopni, da je lahko tako srčno. Veste, nova doba ni prišla kar sama po sebi. Vse se cela zemlja spreminja, ne? Vse spreminja, vse tempo je zmeraj hujši.
zmeraj težje je. In če ne boste delali vse, bo to težava. Bo to težava, ki kriza ni zastonj. Kriza je zaradi nas. Mi bi to čisto drugačno delali, če bi mi lahko kaj komandirali, ne. Ampak kaj ne moramo, ne. Ne moramo, lahko samo opazujemo in opazujemo sebe. V tem cirkusu lahko sebe opazujemo. In ko bomo sposobni sebe v tem cirkusu videti, ne, bo pa drugače. No, bo pa tudi v tem cirkusu lepo. Jaz bi tukaj nekaj dodal, tale kriza, to se preveč črno-bledo jo jemlje. Kitajci imajo dve pismenki za krizo, vej, ji, nevarnost in priložnost. Če vzameš tako, bolj po kitajsko, je zadeva zelo ugodna. Veste kaj, Kitajci imajo zelo staro kulturo. Zelo staro kulturo. In ni slučaj, da jih je največ. A veste, to Kitajci živijo tako skromno, ne, da to, kar smo mi, recimo te fabrike, ki smo prodajali, to smo jih prodajali zato, ker nismo mogli konkurirati kitajski proizvodnji. Prodati, jasno, najlažje. Delavcu pa ne moreš to dati, kot pa Kitajc da svojemu delavcu. Ampak Kitajček je raven tako človek. Je raven tako trpi. Raven tako je del zemeljskih, a ne, to smo mi. Mi smo toliko scrkljani, da pravzaprav se bojimo, kaj pa bo, če bo še slabi. Seveda bo slabi. Kaj pa pol? Probajte enkrat iti na post. Bodite en teden na postu. Prvi dan je tako težko, da samo kaj bi pojedel. Drugi dan je že mogoče malo boljše. Tretji dan, pa to je se znot. Pa bi to je pojedel, pa koga tele jejo. Televizija, sam jejo. Grobno. Kuharske oddaje. Slušajte, ko boste prišli pa četrti dan, te pa živi nekako umirje. Speti. Se boste pokazali. Ko boste teden, ko boste držali teden, to vidite, to ni tako grozno hudo. To ni tako grozno hudo, kot se človeku zdi, da mora jesti. En dan je res težko. Prvi dan je težko. Če te 7 dni zdržali, ali vam gre. Boste prišli do tega, da pravzaprav ni tako nujno jesti. Ne boste umrli zato, če boste en dan jedli. Tega, ker je nekaj dobro, ne? Poslušajte, po enemu tednu, ko boste en teden zdržali, ko boste tisti košček, karkoli boste zaužili, to se vam bo topil v ustih. Toliko bo dobro. Toliko bo to dobro. Ampak tudi ni nujno se postati. Ni nujno.
Zato, ker pride čas, ko res ne bo, potem bomo se pustili. To, da imamo hrano, bomo jedli. Trenirite, da takrat... Se hitro nabaviš, kadar ni. Težko, takrat je pa težko. Ker boste samo hrano iskati. Tudi travo pojiš. Če boste pa vi enkrat to natrenirali, jaz sem rekel samo en teden. Čutiš in pa na 14 dni, pa na 3 tedne. Boste samo, rečemo sok pili. Pa da se boste testirali, boste pripravljeni za tiste čase. Ko vas je pa strah, jaz se bom pa takrat, takrat te bo to strah, da ti boš lačal kot pes. Ko doživljal dahov, kar so ga dahov si doživljal. Zdaj, v miru je treba natrenirati, da se pripravite za tiste čase, ko bo težji. To je to. Jaz že pripravljam zelenjavo, da šta bo spodjela sam. Slušajte, to je sigurno, to ni enostavno. Muce jejo travo. Poslušajte, trava je za zajce, ne? Ampak vem pa ne, da recimo, kot ste rekli, se mi samo travo ste rekli. Veste, ogromno je stvari, ko se jih da v prirodi lahko jesti, če jih poznaš. In to je treba tudi malo pogledati. A veste, ker to raste v ogromne stvari, mi mislimo pa, da je to za nič. Tam je. To je samo preživetje. Ampak, če hočete, da boste imela moč, da vas ne bo strah lakote, treba je to posti. Treba to poskusiti. Popolnoma brez jesti. 7 dni popolnoma brez hrane. Vse potopila, pa poslušajte, takrat lahko dihate. In ko dihate, je to hrana. In v hrani je hrana. To je energija. In vse vas nisem zastoj, a sem vas zastoj učil dihati. Dihanje je energija. Kaj pa dobiste iz hrano? Ja, to je to. Če boste pravilno dihali, pa se ne bo to hud. Ker mi dobimo, z dihanjem dobimo 70% energije. Ali pa še več. Tako da, danes smo imeli tole, malo postu, malo dihanje. Ampak hotel sem vam to reči, da bistvo je, da začnete vsak dan vsaj pomalem delati. Zdaj, jaz vam ne rečem 2x po 15 minut. To je za maratonce. Ampak 2 minute na dan, če se usedete pa da dihate, ste nekaj naredili za sebe. Ne boste nič. Kakšno je to pravilno dihanje? To je normalno dihanje, samo da ga opazujete, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Ker greš na čutenje, ne na mišljenje, koliko sem globoko vdihnil in koliko moram izdihati. Nič misliti, ja. No, pa naredimo stvari. To ne bo tako slabo, ne? Če malo ponovimo. Ja. Da se bomo sprosili.
To se pravi, damo v širino ramen stopala in se sprostimo. Sprostimo se pa tako, da zategnemo nožne mišice, zategnemo in sprostimo. Sprostitev je nasproten občutek od zategnjenosti mišic. Zategnemo trebušne mišice in sprostimo. Zategnemo prsni koš in sprostimo. Zategnemo roke in sprostimo. Zategnemo vratne mišice in sprostimo. Zategnemo obratne mišice in sprostimo. Zapremo oči in gremo na dihanje. Vdihnem in vdihnem. Normalno, nič napredka. Samo opazujem, kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Kaj čutim, ko vdihnem in kaj čutim, ko izdihnem. Samo opazujem, kaj čutim pri vdihu in kaj čutim pri izdihu. Popolnoma sproščeno. Ko smo se umirili, imamo zaprte oči in pogledamo proti tlom in rahlo dvigamo oči, ne trepalnice. Trepalnice so zaprte. In ko boste prišli do gotove višine, začnejo veke trepetati. To ne gremo do vrha gor, ampak pod polovico do vrha začnejo oči trepetati in držite to. Zopet nazaj s pogledom do tal. In zopet odprite pogled, da vam začnejo veke trepetati. Poskusimo še enkrat. Pogledamo tla in proti vrhu. Počasi odpremo oči. S tem, ko imate veke
zaprte. In jih počasi dvigate. Oči dvigate, veke imate še vedno zaprte. In na tej višini nekje, ko začne to trepetati, so veke začutile energijo. A kdo to pozna? Ne, jaz nisem čutila, da trepetajo. To me zanima. Slušajte, to naše veke niso navajene. Treba malo trenirati, tako kot vsako stvar. Recimo, ko dvignete na tole višino, približno začnejo veke trepetati. In ko začnejo veke trepetati, se pravi, da smo začutili energijo. Tega ste pa lahko pogledati. Kakšna energija je to? In to je tehnika, da lahko spoznate, kje je določen človek bolan. Ker veke vam povejo. In to malo doma vežbete, zato sem rekel, da vam bom tole danes pokazal. Zato to govori o gorevcu. To govori o gorevcu in tako on govori o diagnostiki. Ko začnejo veke trepetati, to bi že tako razvijati. In si nastavite brisačo, daste gor eno steklenico plastično in ko greste z roko, ko pride na plastično steklenico, se veke uvilijo. Gremo čez, spet delajo. Se pravi, na plastični steklenici se je ustave. Se pravi, tukaj ni energije. Tukaj je prazen prostor. Tudi malo poskusite. Malo poskusite. Sej ni treba ne vem koliko, ampak probajte. Glejte, ko imam zaprte veke, pridem do takole, začne že trepetati. Ko začne veke trepetati, zaznavam energijo. Potem grem pa še s pogledom gor, ne. Tukaj gor, ne, bo pa orang krepetal, ne. Orang trepetal. Ta trepetanje pa ni tako prav. Pod 90 stopinjami spodaj, ne, po 90 stopinjami spodaj, kot trepeta, to je pokazatelj. To je tako, kot da imate raške, kot da imate detektor, kje je tista zadeva, ko je pravzaprav. Samo eno vprašanje, ko ste prej rekel, da lahko diagnosticiramo, kje je kakšna težava na človeku, ne? Slušajte, ta prvi na brisači. Ja. Pa steklenico, tako začnite. Ja, no. Ne, dobro, jaz malo prakticiram doma tudi drugo. S tem, da si nekako predstavljam, vidim človeka energijsko tako, ne? Ja. Ampak zdaj me zanima, ko ste rekel, se pravi, ko se ti sprehajaš po človeku, ne? Se pravi, da ti si točki, kjer začne pač tole trepetati. To je to, tam je energija. Se pravi, ko pridete z roko na mesto, ko se pa ustavljajo veke, tukaj je žarišče. V diagnostiki. kaj pa nadaljamo, da ni roke? Ja, ravno tako, ne, samo vedno, ko boste to delali nekakšnemu, vedno ga morate vprašati, da on ve. Ne, da vi nekaj delate, on pa ne ve nič. To je tako, ne, smo mu hoteli pomagati, pa smo ga prosili. Jasno, da to ne gre. Tudi, če imate še lepš namen, se to ne sme delati. Vedno mora dotični vedeti, da vi z njega delate.
Ja, Bi te vprašala, a lahko to tudi na sebi delamo? seveda. Veste, jaz sem imel zdaj enega bolnika, sladkornega. Jaz na diagnostiki nisem prav veliko delal. In je rekel, tole si mi ti ven pobral, ampak jaz vidim meglo. Kako ti vidiš meglo? In je že rekel, še to ven potegnem. In se potegnil ven. In dobro. On pri sebi točno vidi. Ne vidi jetra, ne vidi revica. Zato malo veškajte doma. To, a si zdaj zastopil? Za dihanje. Za dihanje? Ja. Vedno na čutenje. Pri čutenju smo v trenutku. Če pa nismo v čutenju, smo pa v. Tako, a je kdo lahko prišel do tega, da so mu pripetali? Bravo, evo. To vešajte. Ko pridete do tega, da to trepeta, jer se malo spet dol, pa nazaj. Tako da boste to natrenirali, to je treba, a veste, to so zakrnjene mišice in je to težko. In ko boste to enkrat, boste lahko videli pri sočloveku, ki ima žarišča, ko ni energije. In tam, ko ni energije, je treba poiskati vzrok, zakaj pa tukaj ni energije. No, pa naslednjič. Ja, vi se ne smete preveč, ker bo lepo počasi. Če se boste tale žmirkanje naučili, Kukor smo pač prej ne, je tudi če. A en šli, ne. Jaz sem da teden gledala dve ženske, ki so obe preboleli raka, ne. Dvekrat teden boja raka proti dojki. Ena je skozi jokala, ne. Jedala skozi normalno terapijo, kot jo priporočajo zdravniki. Ena ženska pa je odbila, recimo kemoterapijo je odbila, ni povedala kam, nekam dalec sem šla, je rekla, in šla sem v sebe, ne. In potem sem jaz videla, ona je samo tam delala na sebi, kaj je nekaj ušlo iz nje, ne, da je ona tako zbolela, ne. Ko ona smatra, da je zbolela, da je nekaj ušla ena ven iz telesa in je ugotovila, jeza pa zamira, ne. Je potem delala na tem, ne, in si pa videl, kako tista energija mirnosti pri njej, medtem ko pri tisti vznemirjenost, neki strah si čutil, ko je ona govorila, ne. Zato je zelo tako. Se pravi, da si ljudje sami bolezni skuhamo z zamerami, pa žalostjo. Veste, kako je, vse to smo mi že vse govorili. Mi smo to že vse govorili o zamerah. Zamere so zaradi tega, ker mislimo, da nas je zelo hudo užalil. Ali kot otroka, ali kot partnerja, ali kot človeka. Veste, zamere so, kar vlečemo, ne, od otroka ven, ne, skozi. In dobro je, če se spomnite, da ste na kakšnega jeli. Dajte to napisati. Vzemite svinčnik, zvezek pa napišite. In se opravičite. Če pa še živita oseba, pojte pa do njega, pa se mu opravičite. Vas bo gledati, koliko da ste spadali z neba. Ampak vam bo odlegel. Zaradi tega, ker te zamere vam krčijo energijo. Čim več je zamer, manj imate energije.
manj energije. Vsi smo prišli na svet z močno energijo. A veste, da prideš iz vode na zrak, kakšna grozna sprememba. Sprav smo morali biti izredno močni, da smo lahko to premagali. Potem smo pa začeli, takoj zameriti. Če nas je mama odstavila v dol, ker smo bili že prizadeti. Smo že začeli delati na temu, da se nam krivica godi. In potem je ratal to avtomatizem, ki ga pravzaprav skozi ličemo. Ja, ne to, pa spet ta, pa spet to. Napisati. Jaz sem to prehodil. Ampak jaz sem to si pisal, sem 45 zamer napisal. Pa ne to, da sem jaz zameril. Ampak se vedel, da sem meni zameril, ker sem se neprimerno obnašal. In sem to napisal in sem tudi povedal že. Ko sem se upravičil, da če sem teden poklical, pa se nisva 40 let slišali. To zelo deluje. Ali presneta muha. Presneta muha. Ja. In tako, najprej morate sebe očistiti. Ja, prosim. Tudi sebi je treba oprostiti, da smo bili jezni na tistega. Ne samo njemu, ampak tudi sebi. Ker če ostanemo na sebe jezni, potem nismo dosti naredili. Poslušajte, če se njemu pravičimo, se sebi pravičimo. Ja, treba oboje. Ja, to se sebi pravičimo. Smo prišli na to stopnjo, ko smo sposobni sebi pravičiti. Vse, kar smo naredili, pa če so bile še take slabe stvari, smo naredili zaradi izkušnje. Nič ni bilo narobe. Nič ni narobe, če ukradete, če vas vidite, kaj ukradete. Kaj ukradete. Kazen sama po sebi pride. To ni treba nič. To vas bo tako grizel, tako bo težko. Če pa ne, pa bo pa bolezen, ali pa nekaj vas bo počel. To pa miruje, ampak bo prišlo. Bo prišlo. Tako da opravičiti vsem, ko ste nekaj naredili. Če imaš, kar sem pozabila, katera čakra je za strah premagati? Ja, to je v glavnem tretja čakra in četrta. To se pravi, tukaj noter imate kakšne, ko vas je volek strah. Pa srce vam začne trepetati. In ste v krču in ne morete nič. To je šok. In pri šokih telo doživlja take stresne situacije, da pravzaprav pride do bolezni. Največkrat je strah, šok, vzrok najtežjih bolezni. In če pridete do vzroka, je treba tisti vzrok odpraviti. Odpravimo ga pa z dihanjem ali pa z dovajanjem energije. Kaj je osnovni strah?
To mi lahko pove, kaj je osnovni strah? Ne ljubezen. Kaj še? Kaznina. Ja, veste, osnovni strah je strah pred smrtjo. In vsi strahovi se na to navezujejo. Vsi strahovi se na to navezujejo. Prej sem govoril o tem, da ko greste v sebe, ko začutite to energijo, ti, če boš to trenirala, boš začutila. Svežine. Ko začutite to energijo, imate vedenje, da ste večni. Pa če bo ona do tega prišla, pa če bo še kdo do tega prišel, imate lep vzgled, da je to res. In če vemo, da smo večni, je vse to, kar se zdaj dogaja tukaj, je sam cirkus. To je teater. A veste, to je vse teater, ne? To je vse zato, da mi vrtimo možgane. Znanje je prima stvar, ampak to ni vedenje. Zdaj sem to že ne vem kolikrat povedal. Jaz sem v puberteti prebral sigurno 10 seksualnih knjig, kako se to stvar dela. Dokler nisem šel žensko spat, nisem dobil nič. Sem znal pa razkravljati, tako da so vsi sam strmeli, kako sem jaz izvedel te stvari. Veste, to je samo praksa. In to je tudi dihanje. Imejte se rad, začnite in dihanje. Delite se. Veste, ko bomo na koncu, ko bomo ljubili tisti, kar še rad odišlo, pa ne boš mogel. Gledajmo, da je to nam šala. Šala malo. Ja, prosim. Eno vprašanje, ne vem, koliko boste vedeli o tem, ampak te meditacije. Meditacija kot taka. Za transcendentalno meditacijo se slišala pač, da je zelo globoka in zelo učinkovita v 15 minutah, tudi manj. Zdaj, zakaj pač, kaj je ta, bom rekla, trik pri njih? Oni uporabljajo mantro. Ja. Mantra je pravzaprav, to je ton misli. To je ton misli, ne. To je beseda, ko jo ponavljajo. In sicer, ko rečemo, eno tako besedo, kot ne pomeni nič. Je celo določil mantro, ne, po tvojih podatkih, pa za ženske, pa za moške, Poslušajte, mantre so nadomestek tega, kar smo mi prejemali. Mantra vam samo odžene misli. In vi mislite, da ste prišli v kozmično zavest. Če normalno dihate, pridete do energije. Pri mantri imate pa skozi mantro in vi lahko potujete do najmanjših delcev sebe, da pridete do kozmične zavesti. In ko pridete do kozmične zavesti, mislite, zdaj se pa na koncu boste dobila samo drugo mantro. In čim imate mantro, boste zelo težko
Mislim, da to že obvladate. Mantra je tako, kot da ližete sladoled. Prima stvar, ne? Dobro. Ampak vam ne da tega. Tega vam ne more dati, ker je vedno še mantra. Kakšen mantra? Ja, dobro, ne smete povedati. Rečemo, da je to Ravenda. Ponavlja, Ravenda. Pozavest, ne? In vidiš, lahko tudi vidiš različne stvari. Ampak to je tako, kot da ste zaužili eno drogo, pa mislite, da je to. Ja, se je to, samo če vi droge note jemali, ne? Načeš, note vi. Skozi to tehniko, skozi dihanje, dobite pa čisto. Pač tokle tako kapaciteto imate, tokle vam je dano in toliko boste dobili. Če pa drogo vzamete, pa alkohol vzamete, je sicer rok blazno, ok, ne? Pa fajn, kaj da bo, ne? Tist pol mine, pa pride pa domačka. Pride pa do rovaže. Zato, to je bil Mahariši, ne? Transcendentalna meditacija. To je bil pred 30-35 leti zelo popularno. In to, kar je tole napisal, od zdaj, to je največ, kar je lahko dal. Ker gre samo za ta trenutek, da se ga želi. Samo zanimivo pri tole, ne? To lahko poslušaš njega, ko govori. Ima precej presledka, ne? Tišina vmes, ne? A ja sem tukaj zdaj v tem. Ja, ker je pač on se trudi biti skozi v tem trenutku, ne? Tako je razlagal. Je težko. Poslušajte, gledajte. Jaz sem. Kaj je to? Se že razlagal to? Jaz sem tukaj, zdaj, v tem. To je tudi mantra. Pa kaj pa pomeni ta mantra? Jaz sem. Jaz sem je v krščanstvu Bog. Jaz sem tukaj. Zdaj, v tem. In te, ko so verni, takoj zastopili, da se govori o tej energiji. To je absolut. To je energija, iz katere smo vsi šli in zaradi katere tudi vsi lahko dihamo. To je življenje. In da se mi zavedamo te energije, ker ozavestno smo ozavestni. Ljudje smo sposobni ozavestiti lastno energijo. Ko je to ozavestno, smo da. Kaj je? A gremo še na točko? Ja. Gremo? Ja. Ok. A smo za to? Ja. Ok.
Da še to bom povedal. Pri drugi, seansi, ko je bilo pomeni, oziroma bom pa pokazal, kako pravzaprav energija dela. Zdaj pa večkajte Ne ve, ti zvoni.